To sem vam povedal, da se ne pohujšate. Izhodnic vas bodo izobčili. Pride celo ura, ko bo vsak, kdor vas umori, mislil, da opravlja bogoslužno daritev. In to bodo počeli, ker niso spoznali ne očeta, ne mene. Toda te stvari sem vam povedal, da se boste spominjali, ko pride njihova ura, da sem vam jaz povedal. Tega vam v začetku nisem povedal, ker sem bil z vami. Zdaj pa odhajam k njemu, ki me je poslal, in nobeden izmed vas me ne vpraša, kam odhajaš. Temveč vam je žalost napolnila srce, ker sem vam to povedal. Toda govorim vam resnico. Za vas je bolje, da grem, kajti če ne grem, to lažnik ne bo prišel k vam. Če pa odidem, vam ga bom poslal. Ko pride on, bo ovrgel svet glede greha, pravičnosti in sodbe. Glede greha, ker vame ne verujejo. Glede pravičnosti, ker odhajam k očetu in me ne boste več videli. Glede sodbe pa, ker je vladar tega sveta obsojen. Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi. Ko pa pride on, duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. On bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima oče, je moje, zato sem vam rekel, iz mojega jemlje in vam bo oznanjal. Še malo in me ne boste več videli, in spet malo in me boste videli. Tedaj je nekaj njegovih učencev govorilo med seboj. Kaj pomeni to, kar nam pravi? Še malo in me ne boste videli, in spet malo in me boste videli. In kaj? Grem k očetu. Govorili so. Kaj pomeni, kar pravi malo? Ne vemo, kaj govori. Jezus je vedel, da so ga hoteli vprašati, in jim je rekel. O tem se sprašujete, ker sem rekel, še malo in me ne boste videli, in spet malo in me boste videli. Resnično, resnično povem vam, jokali in žalovali boste, svet pa se bo veselil. Vi boste žalovali, toda vaša žalost se bo spremenila v veselje. Žena na porodu čuti žalost, ker je prišla njena ura. Ko pa rodi, se ne spominja več tesnobe za voljo veselja, ker se je človek rodil na svet. Tudi vi ste zdaj žalostni, toda spet vas bom videl in vaše srce se bo veselilo in veselja vam nihče ne bo vzel. In tisti dan me ne boste ničesar spraševali. Resnično, resnično povem vam, če boste kaj prosili očeta v mojem imenu, vam bo dal. Do zdaj niste ničesar prosili v mojem imenu. Prosite in boste prejeli, da bo vaše veselje dopolnjeno. To sem vam govoril v prispodobah. Pride ura, ko vam ne bom več govoril v prispodobah, ampak vam bom o očetu jasno oznanjal. Tisti dan boste prosili v mojem imenu in ne pravim vam, da bom jaz prosil očeta za vas. Oče sam vas ima rad, ker imate tudi vi mene tako radi in trdno verujete, da sem prišel od Boga. Izšel sem od očeta in prišel na svet. Spet zapuščam svet in grem k očetu. Njegovi učenci so rekli. Poglej, zdaj govoriš jasno in ne uporabljaš nobene prispodobe. Zdaj vemo, da vse veš in da ti ni potrebno, da te kdo kaj vpraša. Zato verujemo, da si prišel od Boga. Jezus jim je odgovoril. Zdaj verujete. Glejte, pride ura in je že prišla, ko se boste razkropili vsak na svoje in me pustili samega. Vendar nisem sam, kajti Oče je z menoj.
To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, to da bodite pogumni. Jaz sem svet premagal.